Kaj delaš? O, Mira, evo, lej, zaveso sem ti prinesel. To je belo platno. Ja, no, zaenkrat je še belo, ja, ampak... Luka, veš, kaj si mislim o beli barvi? Ja, vem, ja, sicer jo imaš rada, sam v stanovanju se ti zdi preveč sterilna, a ne? No, točno tako. In zakaj si prinesel pol belo platno? Ja, zato, ker imam jaz dobil eno idejo, veš, kako bi bilo to lahko vse lepo porisano. Ne, oprosti, Luka, ampak ti ne bo šaru po tej zavesi. Moja zavesa ne bo v tvojih rokah. Čakaj, sploh ni samo tvoja, ampak je tudi moja. Sicer pa itak ne bi tega jaz počel, a ne? Kdo pa? Mojster Samo, črkoslikar. Kdo pa je mojster Samo? Ja, to je en črkoslikar, ki v bistvu riše pa piše na vse možne materiale, veš, na zid, na platno, na steklo, na les, keramiko, kovine, kar hočeš. Aha, ti si njega povabil sem, da bo nama nekaj narisal na to zaveso. Pravzaprav bova šla midva do njega, no? Tako, ker veš, jaz sem si zamislil, da bi bilo tako, ali bi bilo nekaj narisan gor, ali pa napisan. Mogoče celo boljš, da bi bilo napisan, veš, zato, ker to pa deluje malo bolj odraslo. Od kdaj si pa ti odrasel? Te nehi, no? Ne, no, vse se hecam, no, kaj super ideja. No, sem vesela, da si se tega pomagaj mi spomnil. zložiti to, no? Dobar dan. Dobar dan. Zdravo. Luka? Zdravo, Samo. Ja. Mira, to je moja Ja, prijateljica, ja. sem Mira. Samo. Samo, ja. Mira, so pa malo prišla pogledat, kako vi tole delate tukaj. Ja. A tole je kakšna skica? Ni skica, to je gotska črka z ornamentiko. To delamo za eno stranko, si je zaželel kratico svojega priimka, ne? A to za na steno? To je za na steno, ja. Kako boste pa iz tega prenesli na steno? To dejansko zdaj delam samo probo, kako bom naredil na steno. A ja, aha. Če pa vaju zanima, vam pa lahko na brzino pokažem, kako se pa prenese na steno. A bi lahko jaz to sama probala tlele? Seveda lahko. Tako. Šti ima za distanco, tu se nasloniš. Probe staviš gor, nastavi, pritisni, brez probe ni nič. Evo, vidiš, da gre? Upam več. Super. No in kaj je vaju pravzaprav prinesla moja delavnica? Mi da so pa eno platno prinesle. Ko bo v bistvu najna zavesa, no? Tako. Ja, pa bi imela gor kaj narisan ali pa napisan, sam še ne veva kaj, pa če bi nam lahko dal kakšen svet. Ja, ker jaz sem si predstavljal tako, veste, take avtomobile recimo gor ali pa kakšne take motive, ne, tako slikce. Ne, jaz ne bi avtomobila, jaz bi, ne vem, kakšno pokrajino, recimo hribčke ali pa Lej, čakaj. drevesa. Recimo, da bi dal gor ladjo, veš, da bi se počutil tako, kot da si na morju. Pa ne bomo imela cele ladje na zavesi. Lej, če se hočeš počutiti, kako na morju imamo lahko, ne vem, palme po celi zavesi. Pa lahko mogoče jaz malo pomagam. Ja, kar. Palme, avtomobili, ne vem, morje, to je lepo, ampak to je vse serijsko, industrijsko. Če bi rada imela kaj unikatnega, recimo, dajmo se nekaj zmisliti, ne vem, en dizajn, v glavnem ga potiskamo gor, pa bo to unikatna stvar. Recimo vajne imene. A to bi se dalo, ali kako? Ja, seveda bi se dala. A da bi bili po celem platnu Mira Luka? Seveda, določimo barve, pa ga potiskamo. V redu, ja. S kakšno tehniko bi pa to naredili? Z sitotis tehniko. Kje ste se pa naučili za ta poklic? A ste končali kakšno šolo za črkoslikarja, ali ste se pri mojstru, ali ste kar sami pogledali? Ja, najprej sem hodil dejansko za poklic soboslikarja in tam sem potem se srečal z poklicem črkoslikarja, ker je to šola enaka, edino praksa je drugačna.
No in moram reči, da sem ta poklic kar hitro vzljubil, ne. Potem sem začel zraven soboslikarskega, kar črkoslikarskimi deli. Takrat je bilo še dosti ročnega dela, dosti napisano fasade teh tehnik. Danes je pa že šlo to, bom rekel, z računalnika je prišel ven, pa tale programska oprema je pa šla ta tehnika z bliskovitim sponom navzgor, ne, in se dela, hudo malo se še dela ročno, dosti se dela z pomočjo pač, enih bomo pogledali tukaj printov pa tega, ne. No, bomo mogoče stopili, pa bomo da pogledala še zdaj tale graviranje, printe, izrezovalce teh raznih folij. Ti nam dosti delo olajšajo zadnje čase. Tukaj pa smo zdaj prispeli dejansko v naše oblikovanje. Tukaj dejansko stranka najprej, ko pride, ko že pove, kaj želi imeti, tukaj se potem na tem oblikovanju z oblikovalcem seveda se zmenite točno, kaki dizajn, kaj bi rada imela, in naredi kaki 2-3 osnutke in na osnovi dogovora se potem dejansko tukaj dela priprava. No in zdaj še vam bom pokazal, kako se sploh sito razvije, ne. Najprej potrebujemo film, ki se izdela tam v pripravi, potem gremo sem v temnico, v našo razvijalnico, se sito namaže z fotoemulzijo, potem postavimo film na tole sito in damo vse skupaj, določimo čas, v tem primeru bomo dali 320 sekund in bomo to vse skupaj osvetlili. Tukaj, ko bo film, ko je črno, tu dejansko ne bo osvetljeno in bomo potem lahko to izprali iz vodo ven. Vse ostalo bo pa dejansko osvetljeno in bo dejansko vodoodbojna se ne bo izpravljala, dejansko tako bomo dobili fotošablono, ne. Ja, in potem bo pač barva gre skozi tisto šablono, ne. Tako, v tem primeru vajni imeni, ne, in bo dejansko barva šla samo skozi šablono tam, kjer je recimo vajna imen, ne. Super. Hvala lepa za vse, no, da ste nama pokazali, da smo lahko to probala, da smo vse zvedla. Ja, malo sta spoznala, zdaj tudi ta poklic, ne. Zdaj sva čisto navdušena. Ja. Malo tudi imata več predstave, zdaj kak se pride do nekih tiskov, recimo, ne. Bom jaz tudi kar pospravila. Tako da, tudi ročne spretnosti si probala, moram reči, da si kar uspešna. Me veseli, ja. Tako, tale, toto zaveso bomo pospravili not, ne. Najlepša hvala za vse, gospod. Vredo, Hvala. fajn bodita, fajn bosta, pridita še kaj pogledat, ne. Bova. Adijo, srečno. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 866 prostih delovnih mest za poklic slikopleskar. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 163 brezposelnih slikopleskarjev. Prava barva daje prostoru življenje. No, da vidiva zdaj, kako tale zavesa zgleda. Daj pet gor, da bo videla, kako je, če visi. Ok. Daj malo više dvigan. Ne, daj spust. Pa pet na uno stran. Ne, malo bolj tja. Ok, daj malo više. Še malo. Še malo. Še malo. Desno. Ne, levo. Ok, super. Meni je všeč. Glavno dogajanje v razvoju pisav se je začelo več kot 3000 let pred našim štetjem, ko sta se razvila sumerski klinopis v Mezopotamiji in staroegipčanski hieroglifi.
Obe pisavi sta ponovni, prav tako kot tudi kitajska pisava, ki je nastala okoli 2000 let pred našim štetjem. Pisava se je razvila zaradi trgovskih potreb Sumercev in Akadcev, ki so živeli blizu in med seboj veliko trgovali, govorili pa so dva različna jezika. Prvi zapisi, ki so jih našli v Mezopotamiji, so v glavnem seznami vred žita in popisi živine, nekakšni gospodarski računi. Izdelovali so glinaste ploščice in nanje s pomočjo stilusa vtiskovali majhne zareze. Ti znaki spominjajo na kline in zato črkopis imenujemo klinopis. Črkoslikarstvo se je začelo pojavljati z gotiko, saj fresko slikari in ornamentni slikari na takratnem trgu niso imeli dovolj dela, zato so se prav ti začeli ukvarjati s črkoslikarstvom.